Še enkrat dober dan. No, zdaj pa smo skupaj, tukaj z mano, kot sem že prej na začetku filma omenila. Sta si film od Celine Sciamma ogledali Tina Košir in Manca Košir. Mislim, da ni treba ne ene, ne druge precej predstavljati, namreč mislim, da ju vsi poznamo, pa bom začela kar s hčerko, ki je mogoče vseeno malo manj kot Manco. In sicer Tino marsikdo od nas pozna iz oddaje Knjiga mene briga. To je bila oddaja, ki smo vsi strašno radi gledali. Se mi zdi, da smo tukaj na teh ogledih ljudje, ki ne samo, da radi hodimo v kinodvor, da radi tudi beremo. No, in Tina je taka strastna bralka. Drugače pa jo poznamo kot voditeljico literarnih večerov, okroglih miz. In zdaj, ko sem se jaz pripravljala na ta pogovor, pravzaprav sem ugotovila, da zadnja leta jo majčkeno manj spremlja. Vedela sem, da predava tudi kot strokovna sodelavka na azijskih študijih, da se z njo spozna na indijsko filozofijo, že diplomirala si z Bhagavad-gito, mislim, da za njo dobila tudi Prešernovo nagrado. No, bila sem pa sama presenečena, da je tako dobra učiteljica joge. Vedela sem, da jogo dela, nisem pa vedela, da je taka dobra učiteljica. Skratka, na nek način je to tudi znak, da se znaš posvečati trenutku tukaj in zdaj, sama sebi, tišini, razmišljanju in vse take reči. No, tako nekako za začetek. Manco pa mislim, da pa manj, bom pa manj, ker te bolje poznamo. In prej, ko smo se usedeli v dvorano, sem pomislila nekaj. Pri Manci bi lahko naštevali vse mogoče, kaj je v življenju počela in še počne, ampak vendarle jaz to doživljam kot, da je to ženska, intelektualka, človekinja, skratka človek, ki ti vedno odpre na nek način, ne mislim, da ti odpreš svoje srce, ampak da človeku, ki je s tabo, odpreš srce. In sem prav pomislila, da to je človek, ki na nek način vedno te da v tisti kot, kako pogledata, z eno ljubeznijo, da se odprejo oči. No, in to je tako, to je pač ena neverjetna lastnost, ker pri vseh stvarih, ki lahko sledimo, je tako, da se kar takoj preseliš v ta prostor, kjer si in si odprta z vso dušo in telesom. In to se mi zdi ena značilnost Manca, da znaš ti odpirati ta vrata v sobivanje, v soustvarjanje, v sožitje. Skratka, in ta film, ki smo si ga zdaj danes ogledali, mislim, da pravzaprav kar veliko pripoveduje tudi o tem. In mogoče dam spet, ja, bom mogoče, prav sem razmišljala, kako naj to grem. Najprej tebi besedo, Tina, kako si ti doživela film? Ja, mene se je zelo dotaknil. Sem se tudi razjokala, tako da se mi je prav pasalo, da smo imeli malo neki minut, da lahko malo pridem k sebi, da se preveč ne cmerim. Mikrofon? Aha, bliže, ja, jaz bom šla bliže, mikrofon je drugače super. Aha, ok. Tako da, ja, izjemno se me je dotaknil s to veliko toplino in izjemno globoko tišino. Sva se z Manco pogovarjali, kako malo govorijo, pa koliko je povedanega. In tebe, Manca? Jaz se moram najprej tebi zahvaliti. Ti si prva, ki si javno spregovorila o tej lastnosti mojega srca. Ampak jaz lahko srce odpiram zato, ker imam odprto svoje srce. In ti nisem rekla, da mi je žal, da nimava s seboj srčnice, ki sem jo pred kratkim napisala, spust iz glave v srce. To se mi zdi ključno. In taki filmi so filmi srca. Ne, da bomo mi prav blazno premišljevali, ampak da pogledamo v srce in tam se naenkrat oglasijo najbolj bistvene reči za naša življenja. Najbolj bistvene, ker te stanujejo v srcu, ne v glavi. Režiserko, prej sem že tudi omenila, skupaj smo si že ogledali ta film Portret mladenke v ognju in ta režiserka pravzaprav
ko razmišljaš o vseh teh njenih filmih, a ne, dobro, jaz sem gledala Pobalinko, pa Banda punc, pa to, kako ona zna stopiti na nek način v intimo človeka skozi tišino in sliko. Sliko, tudi tukaj, ne, v tem filmu je ta fotografija, pa še jesenje, prav tak letni čas, kjer smo zdaj in letos je res tudi taka zlata jesen, pravzaprav potujemo skozi ta čas, a ne. Skozi ta čas, ko se srečata mama pa hči, potem v istem trenutku, a ne, v istem času. In ta perspektiva, kako je režiserka, se je tudi scenaristka razmišljala o tem, kako dati v to, da se to mlado bitje, ta otrok, a ne, Neli sreča svojo mamo v istih letih. No? In da je to že pri pisanju scenarija pravzaprav zelo presenetilo, kako je pogledala z tega zornega kota. Kako si to ti videla, Manca? Ja, zdi se mi imeniten film in scenarij in ta resnica. Kadar mi zares bivamo v srcu, smo vedno otroci. Ker samo otroci so tako zelo resnični. Mi odrasli smo si naložili ene prtljage, da smo dostikrat ta glas srca utišali, celo ubili. Otrok ga pa sliši. In ker ni naključij, ne, mi je žal, da se ne gledamo, ampak gledamo vas. Ja. Ker ni naključij, sem bila včeraj v Valdorfski šoli, ker snimajo en dokumentaren film o meni, da sem se pogovarjala z otroki prav toliko starimi, 8 let, 9, o smrti. In so vsi rekli, oj, kako se boš pa to pogovarjala. Ja, moje srce bo začutilo, kako naj se pogovarja. In sem prebrala hčerkino pesem od najine starejše, Tinine sestre Ladeje, o srcu, in preden sem šla, sem meditirala in sem si dala te srce. Danes sem se heroisto oblekla, ker se nimam časa preobleči. Sem še všla od včeraj. In tisti otroci so bili zelo podobni tej junakini. Iz srca so povedali, za kom najbolj žalujejo. Samo da je bil vrstni red tahle. Najprej so nastopale živali, sem žalostna, ker je umrl moj kuža, sem žalostna, ker je umrla moja mucka, pa so pa malo vdihnili, pa so rekli, ja, pa moja babica je tudi umrla, pa moj nono je tudi umrl, ne. Ampak najprej živalce. To me je zelo presunilo. Tako da ta deklica ni imela živali, je imela pa babico, ki jo je imela neskončno rada in dobila je občutek krivde. Že tako majhen otrok je bila obložena s krivdo. Najprej se je počutila krivo, da se ni poslovila od babice. Tako, kot bi se hotela, ker ni vedela. In to je sporočilo tega filma. Mi nikoli ne vemo, kdaj bomo umrli. Niti kdaj bo kdo od naših bližnjih umrl. Zato se poslavljajmo z objemom, močnim objemom. To je eno močno sporočilo. Drugo pa, da je ta deklica mislila, da je kriva, ker je babica odšla. In otroci, ki so s to krivdo obremenjeni, imajo najhujše travme. Bi se potem vrnili še sem, a ne, s temi občutki krivde, ker se mi zdi, da film to zelo lepo prikaže, to srečanje. Ampak me predtem še zanima, Tina, bom šla kar malo bolj na osebno, v smislu, ti Manco oziroma mamo doživljaš tako, da vidiš kot otroka, da govori s tem delom notranjim? Ja, to sem razmišljala ob tem filmu, ne? Kako bi bilo, recimo sem si kdaj
kot deklica tako zamišljala, da se z Manco srečam kot z otrokom. Ne, izrazito ne, sploh ne. Sicer sem slišala, ne, tudi zgodbe iz njenega otroštva, ampak si ne predstavljam, kako bi bilo, če bi se takrat srečali. Mogoče je zdaj trenutek, a ne, predno gremo metri naprej, da dam vam besedo, a ne, za kakšen odziv, komentar, vprašanje, kar bi kdo kaj rekel o filmu, vprašal. Pozdravljene vse tri. Bom jaz predrla to tišino. Rada bi povedala, saj ste najbrž sami opazili tisti, ki govorite francosko, Manca je takoj zadela bistvo tega filma, srce. Tudi ob koncu, v končni špici, ko letijo črke, je v levem kotu čisto nadrobno napisano: Tvoje srce je v mojem srcu. Film je preprost, lep, čudovit, neverjeten scenarij, neverjetna igra teh dveh deklic. Strašno. Dvojčici, Ja, sem opazila, da imate enak priimek, ampak neverjetna. Sestri sta, ne vem pa, če sta dvojčica živa, ti veš. Sestrici sta sigurno, ker sta si zelo podobni. po Ne? moje sta dvojčici. Ja. Po drugi strani je pa tako nenavaden film o odhajanju, o smrti, o strahu. Vsi otroci in tudi odrasli smo polni strahov, ampak na tak način doživeti strah, kot ga ta deklica ob tej mami, ob odhodu babice doživlja, se mi zdi je redek, da ni tako pogosto. In kako je režiserka, ki je mislim tudi scenaristka, se potopila v to zgodbo, je naravnost imenitno. Jaz sem popolnoma očarana nad filmom in filmom, ki je, kot ste že sami vse tri povedale, z malo besedami ogromno povedal in ki je povsem brez glasbe. To je film, kjer se glasba vključi šele proti koncu, ko deklica imata neke slušalke in slišita glasbo prihodnosti in šele potem jo nekako tudi film sam prinese. In zdaj vas vprašam, ker to je pogovor, ne, kako ste razumeli konc s tem čolnom? Meni je ostal uganka. Tina? Zelo lep prizor mi je bil ta čoln in ta piramida, v kateri gresta. Tako da sem kar nekako ohranila to podobo, kot mogoče eno tako podobo se mi zdi piramida kot simbol tega, kako se časi, prostori srečujejo v večnosti mogoče tudi. Zdaj, ko ste mi povabili, da to malo zavestim, kaj mi pomeni, in ta voda, se mi zdijo vse taki čudoviti simbol enega brezčasja, vsečasja, mogoče v katerem se srečujejo silnice različnih časov, prostorov in src. Ja, jaz ji dajem prednost, ker se pa lahko strinjam z njo, a veste, ker ona veliko lepš pove, kot jaz. Meni je bil blazno všeč ta konc. Zato, ker je tako dobra metafora, zato, ker je Tina rekla večnost, to so piramide, ne? Potem, ker ima mojo barvo globine duše, ki je zdaj v nas in v katero gremo domov, to je temno modra. Ste videli tisti tunel, je temno moder. In mi smo napisali pred kratkim knjigo Pisem nagovori tišine in meni je glas rekel, to mora biti knjiga v modrem. In taka modrina je bila tle, kakor je tudi Jonina slika. Potem pa, ko gremo skozi ta tunel, tja, tam je pa eno malo okence
svetlobo. A ne, to je lahko božje oko, lahko je luč, v katero posluje naša duša. Voda je vedno simbol duše, simbol življenja in smrti. Čoln, v čolne pa dajemo mrtve ljudi, ki potujejo pol proti večnosti. Ne? Čoln, kadar sanjamo čoln, se je treba zelo zamisliti, kam potuje ta čoln. V katero smer, ne, s kakšno hitrostjo in tako. Jaz sem že zelo daleč proti tem piramidam. Ja, meni se zdaj pa zanimivo to, recimo v filmu, ko te dve deklici, a ne, že ko se skupaj gradita hišo, ko doda Neli še tisto listje, mislim, tudi tisti prizor, tako kot ste vi rekla, vsi te prizori, pač te narave in te tišine, ko v bistvu ni govorjenja, so tako močni in tako te spravijo, da nekako vse samo tako čutiš, no, da si scela v tistem trenutku, ne da bi ne vem kaj razmišljal, ampak se mi je zdelo pa zelo zanimivo, vsak od nas ima gotovo spomine na te otroške igre, a ne, takrat si scela vesel, scela žalosten, ampak ne na tako, da bi temu pripisoval, da bi ne vem kako razmišljal, enostavno si takšen, kakršen pa si, a ne, recimo tam, ko pečeta, ko delata palačinke, a ne, to pravzaprav mislim, da ga ni med nami človeka, ki ne bi kaj podobnega doživel s prijateljico, s prijateljem. No, in tudi tukaj pri tem čolnu sem prav pomislila, zdaj jaz sem tretjič gledala danes ta film, a ne, kako nenavadno je to, kako gresta one dve aktivno, ne, kako veslata, kako ima je prijetno v tem, da sta skupaj v tem čolnu, kako je to eno tako veselje, ne, in hkrati potem sem se spomnila na nekaj teh dialogov, ko ona opazuje, seveda ima to žalost, to v zvezi z babico, neizmerno je bila navezana na njo, slišimo v tem njunem dialogu, zelo je imela rada in kako jo gleda kot mamo, ne, od Marion, ne. No, ampak, ko se z očetom pogovarjata, tudi oče je žalosten, ne ve čisto dobro, kako bi s tem, kaj mama odšla v tej žalosti, in ko ga nekaj vpraša, je rekla, ne pozabljaš, ti v resnici ne poslušaš. No, to se mi je zdel en tak pomemben stavek in tudi način, kako ga je ona potem vendarle spravila, ne, da sta bila skupaj, ne, tam recimo, ko se brije. Ne. Skratka, to je bil en tak pomemben stavek v smislu tega, kako odrasli po eni strani včasih otroke spregledamo, pravzaprav ne pomislimo, saj Manca, ti imaš zdaj še več izkušenj s tem, recimo pri otrocih, ki doživljajo odhod, mora biti kakšnega od staršev, to je drugo, ne, ko umre domača žival, to ne pomeni, da je žalovanje manjše, da jim ni težko, ampak vendarle o tem, ko se zgodijo težke stvari, se z otroki pogovarjamo na drugačen način, ne. Oziroma vidimo v tem filmu, da odrasli kar pobegnemo od tega stran, ne. Mi smo čist svalili, kar se tega tiče, ker z otroki se je treba pogovarjati po resnici, ker otroci vse razumejo. Ja. Tukaj v tem filmu nam pokaže pravzaprav tako, jaz vidim, da se one dve seveda pogovarja kot tako dve 8-letni deklici, ampak hkrati govorita pa mnogo bolj zares oziroma odraslo, zrelo ali pa povesta stvari, ki so. Saj ta junakinja je lepo rekla, saj sva se pogovarjala, ampak mi nisi nikoli povedal pomembnih stvari. Kaj pa so pomembne stvari? A te je strah? A te je bilo kdaj strah, Tina? Se to je bil lep prizor, ko je potem na uho zašepetal, da se je očeta bal, ne? Joj, strašno. In pol lahko mi vso zgodbo vidimo, ne? Alkohol, pretepanje, nasilje, zlorabe take in drugačne. In seveda je mama odšla, ker se je žalovala za svojo mamo in hkrati pri takem človeku ne moreš biti na ta način objet, ne? Če imaš še sam to šprtljaje za sabo, ne more imeti objema,
kot en metulj razprtih kril. Ja. Hvala. Pa še to breme zgleda z eno boleznijo, ne, družinsko, ko je morala iti, ko je babica ni bila operirana in potem je ta punčka mama morala na operacijo, zato da ne bo tako kot z babico, ne, to se pravi tudi ena skrivnost, ali ne. Kaj pa jaz vem, kakšna bolezen, ne, tako, kakšna... To ni važno. Ni važno, no, ampak tudi v vsaki družini kakšna bolezen, tudi ki je malo skrita ali pa prikrita ali pa se govori o njej, ne, tako kot se pač ljudje odločimo, ne, tako da je to tudi to zaznamuje, no, odnose in življenje in vse skupaj, ne, tako da ja, jaz sem videla predvsem res tako odgovorno punčko, ne, to že v domu se je od vseh poslovila, tam križanke pomagala reševati gospe in tako taka, zgleda, da je bila domača tam, ker je babico velikokrat obiskala, ne, prijazna z vsemi, vse in tako. Še najtežje je z mamico komunicirala, ne, še najtežje je bilo to, ker je bila mama prizadeta in mama ni znala tega otroku pokazati in mogoče tudi mlada ali ne vem, kako vse sorte, tako. To je prav ena paleta stvari in odnosov in doživeti. Očitno je bila tudi mogoče bolj navezana na babico kot na mamo. Babico rada imela, več časa z babico preživela. Ker mamo je videla samo zvečer. Tako, saj tudi to je rekla, ne, zakaj pa me sprašuješ, zdaj moraš spati, ne. Ja, zato, ker te samo zvečer vidim, saj tudi mi smo tako velikokrat bili odsotni ves dan, ne, pa otroke samo zvečer spati dali, tako da... Tle imate eno pričo te odsotnosti. Ja, vsega, ne, tega. Pa to mi je všeč, že ni nobenega telefona, ne, v filmu, ja. Hvala. Je še kdo kaj rekel? Aha, Tina. Meni se zdi zelo pomembno to z boleznijo, ki ste izpostavili. Hvala, jaz sem tudi to zelo čutila in tudi od te punčke, ne, ki tudi jo je tako zanimalo, kako se je potem išla operacija, ampak tudi to ostane skrito. Ne zvemo v bistvu niti za katero bolezen je šlo, niti kako se je vse to izšlo, ampak nekako imamo pa to upanje, ne, glede na to, da se bo punčka rodila, pa da bo tudi babica preživela veliko dlje, kot je očitno že Marion kot mala punčka. Sem imela občutek, se je stalno bala iz tega filma, ne, za mamo, ker je že takrat bilo to v zraku, ne, da bi ta bolezen lahko kadarkoli udaril. Očitno je bilo nekaj takega, ne. Tako da tega strahu se tudi svojega zelo spomnim, ker sem rasla z babico in z dedkom, sva živeli pri manjšinih starših. In ko sem se rodila, sta bila stara 70 let in potem sem bila zelo navezana na njiju in se stalno spomnim tega iz otroštva. Zelo velike pozornosti na to. Se pravi strahu, da bi odšla ali česa? Ja. Stalne zavesti tega, kako je minljivo, kako je krhko, kako ne vem, koliko časa boste še z nami, ne. Tako da zagotovo se v otroku, ki pa marsikak otrok najbolj ima zagotovo take izkušnje, ne. Mislim, da tudi tako, ko slišimo, ne, včeraj si se ti pogovarjala z otroki, si rekla na prvem mestu živalce, potem babice, dedki, ne. Velikokrat, ko slišimo tako, babica, dedek ti je umrl, ne, se to, mislim, ne, vse niso starši, ne. Mislim, da zelo veliko otrok zelo močno čustvovanje tudi ob tem lahko razvija, pa tudi mogoče to eno prvih soočenj z minljivostjo, če res globoko to občutiš, ne, s to zavestjo, v bistvu že kar kmalu veš, da mnogih ljudi, ki jih imaš neizmerno rad, ne moreš vedeti, koliko časa bodo ob tebi. Je pa zanimivo to, kar si zdaj rekla, Tina, da pa, ko je ta dialog, ne, med deklicama, med Neli in Marion, kako je to, kar ste vi rekla, gospa, ta straha, ne, vendarle je ta mama, ne, deklica kot majhna, bila z mamo, ki je bila bolna, ki bala se je te operacije in ko sta se one dve o tem pogovarjale, jo je Neli, te je strah, da se ne boš vrnila.
Ne? In to je pravzaprav en tak način, kako nam je režiserka pokazala, kako otroci bolj neposredno komunicirajo, lažje vprašajo, a ne? Bolj konkretno povedo. Oziroma celo tudi to, a ne? Dejva biti skupaj, dejva nekaj skupaj početi, a ne? Ker to, kar je bilo, ta je bil tudi meni tako zelo pomemben dialog, ta v postelji, a ne? Se pravi, ko je rekla, se te samo takrat lahko vprašam, si samo takrat z mano. Ne? In pol je vendarle, a ne, tam mama ostala in začela pripovedovati, a ne, kako je bilo zvečer strah. Tistega tigra, ki ga ni bilo. Ja, ja, otroci. Res. Jaz bi isto, zelo bi soglašam z vašim razmišljanjem. Mi podcenjujemo otroke. Mi se imamo strašno za imenitne, ker smo odrasli. Pa mamanca prav ne, da tisto pravo nam pa otroci lahko razkrijejo. In meni se zdi, da je to en tak poziv tega filma, ne? Dajmo otrokom prostor, dajmo si vzeti čas zanje, dajmo se z njimi pogovarjati, dokler smo še tukaj, se lahko, pol se pa ne bomo več mogli. Ne bo več priložnosti, je rekla očetu. Ne bo več priložnosti. Ampak tega se, da tako je krivdo vsem nam vzamem in tudi meni. Jaz se tega, ker sem bila mlada mama, nisem zavedala. To je počasi prišlo, to me je naučila učiteljica smrt. Ne, dokler pa se nisem zavedala miljivosti, sem najbolj živela tako, da bom večno. Tako večina otrok in mladih ljudi in ker je tudi prav, da je tako. Vse je en naraven red stvari, vse ob svojem času, a ne? Mene pa zanima v kontekstu sodobnega časa, če verjetno ste nekateri opazili, da veliko je strahov in razmišljanja, kdo se česa boji, ampak deklica gre nekam prespat, ni mobitelov, oči končno koga prepričata, ker ne bo več priložnosti, reče lahko, ampak mi vemo, da on dejansko ne ve, kam je točno ona šla, ne? Ker bi se malo podrla verjetno tudi zgodba. Kakšen vtis s tem v zvezi? Zdi se mi, da v sodobnem času preprosto starši, da se nekaj takega ne bi moglo zgoditi. Razumem, da je film metafora in da v scenariju tega niti ne more biti. Sam meni je bilo mečken, tako čudno. Jaz se upravičujem, meni je bilo to najbolj všeč. Ker je bil ta film razbremenjen teh smeti, s katerimi smo obremenjeni mi. In tudi za to sporočilo ne bo več priložnosti, sploh ni važno, kam ona gre. Važno je zaupanje. A ne? Ja, to se mi zdi, da je znala režiserka že v samem scenariju pravzaprav spraviti k temu, k bistvu, no? K srčiki. No? In je pa tudi, recimo tudi ta prozor se je zdel, mislim, to, kar ste vi rekla, je pomembno, se lahko vprašaš, ne? Ne, meni se zdi, da so sodobni zakoni tudi takšni, da 8-letni otrok ne bi smel sam iti k prijateljci prespati lahko, ne? Sam v bistvu bi starši bili bolj, kje je zdaj ta prijateljca pa to, ampak drugače načelno se to je vse narobe, ker je danes, to je vse narobe. Ne? Vse o tem govori ta film. Ja, mogoče to, ko si me vprašala, ne, če si predstavljam, ne, da bi šla nazaj v manjšino otroštvo. Ne. Okay, že moja generacija je bila manj obremenjena s tem, da bi nas starši morali voziti v šolo, pritiskati, ne vem. Ampak recimo danes je to, kot pravite, verjetno še zakonsko še ful hujše regulirano. Ampak v tvojih časih je bilo pa to verjetno čist, ne, ko ste se v gozdovih igrali in tako ne. Tako da se mi zdi, da mogoče tukaj tudi, lahko mogoče to beremo tudi kot da tisti čas ali pa nek zgodnejši čas, mogoče en prostor tistega časa, kar je omogočil se tudi nekako preslika v to zdaj, ne, in velikokrat mogoče v tistem času bilo sploh možno biti otrok na ta način, kot danes govorimo, ne.
To gledati srcem, raziskovati, biti radoveden, se bati, ampak iti raziskati svoj strah. Mislim, punčka govori o strahovih, ampak neustrašno gre v ta gozd, Ki je metafora, ne? metafora mogoče nezavednega ali nečesa, kar ne poznamo, ne? In ta gozd prinese darove. No, neustrašno greste in veslata k tej piramidi, ne? Tako da danes smo pa verjetno mogoče izgnali otroštvo v tem smislu, to vrstne neustrašnosti. Veliko je skrbi, strahov, najbrž mnogi tudi upravičeni, ampak po drugi strani se ta prostor oži. Mogoče to tudi je zelo pomembno ozaveščati, kako ga lahko čim več tudi naredimo za otroke. Za otroke, ki so zdaj fizično otroci, ampak tudi za otroke v sebi, da smo tudi mi lahko ti otroci, ki raziskujejo. To se mi zdi zelo pomembno, kar si zdaj rekla, Tina, da na nek način se moramo vračati k temu. No? In zdaj je ta pot, kot da bi bila težja, no? Kot da bi bila na nek način težja. To ne pomeni nobenega idealiziranja za včasih, ampak zanimivo je že to, ne? Ker dejansko je zdaj manj dvorišča, manj igrišča, manj tega Pa več prostora. sranja, kakor jaz rada povem. Ker to je neoliberalizem, ki pripelje tja, kjer smo. Odtujitev, individualizem, ampak ne bomo to govorili, ker nimam benega smisla zdaj. Se ti pa zahvaljujem za tvoj premislek, Tina, jaz sem otrok gozda. Mi smo živeli v Pržanu, na vasi, smo prišli iz šole, smo se zapodili na travnike in v gozd in mama nas je videla, kaj je zaproskala, manjca Tinče Jože večerja. Drugače nas pa sploh videla ni, hvala Bogu. In ko mene sprašujejo, kako sem pri takih težkih 2 rakih lahko še vedno so dobre volje, pravim, to je posledica. Posledica česa? Posledica takega življenja, da sem deklica iz gozda. Deklica s pogumom in zaupanjem. To ste zdaj zaproskali moji mami pa mojemu očetu. Yes! No, čeprav jaz mislim, da smo tudi temu, da na nek način, tle smo vseeno mogoče malo starejša generacija, tako da vsi malo ta način življenja poznamo in hkrati smo v obdobju, ko mogoče si lahko spet začneš uterjati pot malo bolj v to, da ne hitiš tako, da ne drviš tako, da te ne silijo stvari od zunaj nekam. Mogoče si več te svobode lahko vzameš in to se mi zdi ravno tisto, da je na nek način tako, ker pri otroku je to seveda spontano, je to ena čista radost, enostavno otroci so še vedno tudi taki, čeprav mene vleče, Tina, mi je prav, sem pomislila, ko si ti govorila, ker se mi zdi, zelo rada imam literaturo Tove Jansona, Mumin dol, pa recimo, kaj se vem, ene knjige Otroci iz hrupnega od Astrid Lindgren, ki jo seveda bolj poznamo, po Piki Nogavički, pa no tudi Brateljevo srčno obožujem, ampak mogoče je to, ker je to bolj čas, ki je meni nekako domač v tem smislu iz mojega otroštva, tudi več samostojnosti, hkrati pa vidimo, ko gledamo tudi današnje otroke, otroci so zelo, pač so bitja, kot smo mi, ni bistvene razlike, na nek način jih mi s temi svojimi strahovi in mogoče celo odtujenostjo, zato ker starši morajo biti tako v nekem tempu, neoliberalizmu. In ravno včeraj me sodelavka vprašala, kdaj si pa ti pustila otroke recimo same, tako za 2 ure čez dan, A si jih pri 8 letih že upala, Se kaj, pa ste se že kdaj z avtobusom morala iz šole sam peljati domov takrat, Skratka, to se res zdaj tako, to, kar ste vi omenila, to se bistveno spreminja, čeprav jaz nekako verjamem, da otroci niso nič manj zmožni povedati, videti in se mi zdi, da ta film govori tudi o tem, navsezadnje je nastajal med tem lockdownom, med to korono, kako so bili ti mladi ljudje, se o tem zdaj veliko poslušamo, in še mlajši ljudje, ves čas prisotni v vsem tem, kar se je nam godilo, ampak nismo jih pa prav pogledali ali pa vprašali, kaj se jim godi.
In to se mi zdi, da je mogoče ta film pokaže iz drugega zornega kota, ker recimo tudi to, ko pride deklica, ko pride Neli k mami, ne, tja v dnevno sobo, ker je obema, mislim, mami je hudo, in ko zleze tja v poslo in ko se potem, kako se poslovita, ne, kako bi se pa ti poslovila rada od babice, in na nek način jo spet, ne, ona mamo zvabi v to. In potem se mi zdi še povedan ta konec, ko jo pokliče z imenom, ne, Marion, ne, še ta konec se mi zdi tak, ne v smislu zdaj tega, da jo pokliče po imenu, ampak da sta dve človeški bitji, ki se imata rada. Ki se vidita. Ja, in se vidita, ja. A lahko je Še Pepe? gospod, ja. No, izvoli. Glej. Kar dajte pa vi najprej, ne? Ja, ko imate že mikrofon. Zdaj nas je pogovor že zapeljal čist drugam, kar sem hotela povedati. Ampak ko smo govorili, da je film metafora in ta film je res poln metafor, in in je zanimivo slišati, kako različno je pač publika vidi ta film in te dialoge. Jaz sem ga videla tako, da je ta deklica strašno osamljena in da je ta Marion, njena umišljena prijateljica, ptita mi. Jaz sem poznala otroke, ki niso imeli sorojencev, ki so imeli namišljenega prijatelja, prijateljico, tako zelo zares, samo zato, ker niso imeli drugega sogovornika. In ta Neli je v tej stiski, o odhodu babice, prazne hiše, odrasli so se ukvarjali spet z nekimi drugimi problemi, kar je njo pestilo, in ona tako živo se potopila v to namišljeno prijateljico, ki je hkrati Marion, njena petit maman. Skratka, cel film, vsi ti dialogi med deklicama je monolog te deklice Neli. Marion ne obstaja, mi jo vidimo, mi jo slišimo, ko se pogovarjata. Ampak vse to se dogaja v njeni glavi. Tako sem jaz videla ta film. Ja, gotovo. Še gospodu, kar? Ja, hvala lepa. Se je že gospa pred mano govorila o tej metaforiki, ki je res eno bogatstvo tega filma. Lahko rečemo, če se postavimo pa v drugo plat, ker jaz dejansko sem ob koncu filma ostal tako kot pred zidom. En zelo zanimiv občutek je bil in nisem si znal odgovoriti. Odgovarjal sem si tako, kot je gospa pred mano rekla, da je to. To se pravi Neline besede, stalno projekcija v nek fiktivni svet. Po drugi strani pa v bistvu konec filma tako lepo to parabolo sklene. Ko pa mati sprejme hčerko kot osebo, kot sebi enako, kot človeka. In to je po moje tisto, o čemer ves čas govorimo, da otroke imamo kot lastnino. In jih tako tudi v bistvu skušamo držati, da jih ne bomo zgubili, da se jim nič ne zgodi, da se ne poškodujejo. Življenje pa je nasprotno. Vsak je rojen na ta svet, da sam poišče tisto pot, ob seveda podpori staršev. In zdaj danes starši tako fino naredimo, dobro, mi smo že svoje opravili, ampak zadnjič sem ujel eno oddajo Mihe Kramlja, tega psihoterapevta, ki je opozarjal na to, kaj počnejo starši s tem, ko otrokom dajejo telefončke v roke že od 1 leta starosti ali pa še prej. In takrat se začne ta odtujitev. Ko ti ne vidiš otroka, da je živo bitje, da te potrebuje, da želi govoriti s tabo, ampak ga potopiš v ta neoliberalistični svet potrošništva, ki ga vzgaja z ekrančkom vse do pozne starosti. In potem pride ta lepa jesena, ki je tako lepa v filmu naslikana s temi barvami, takrat se pa zaveš, da se nisi pogovarjal dovolj in da ti manjkajo vsi ti trenutki, ki so že davno mimo. Potem se pa zatečeš v sanje. Hvala. Ja, to se mi zdi pomembno, kar ste vidva zdaj obadva povedala. Seveda gre tukaj za metaforo in lahko bi šli tudi se pogovarjati zdaj v to smer, kako
je bila pač ta deklica sama in je pač v svoji glavi, a ne, vse to pravzaprav si zamislila in doživela. Ampak hkrati je pa to tudi pokazatelj, da pravzaprav je treba imeti zares živ stik, a ne. In zdaj, tudi to je pa še pri tem dialogu, ko se odpravlja ta v bolnico na operacijo, a ne, Marion, a si vzela sabo, vzamem še družabno igro, jaz saj ne vem, če bo kdo tam, da se bom lahko z njim igrala, a ne. Ta tudi o tem govori in potem vzabe, ne. Seveda, je pa res še nekaj, a ne, da kadar je človek tako zelo sam, si potem ustvari neke svetove. Otrok ravno tako, kot tudi odrasli, a ne. Hudo je pa tako, kot ste vi rekli, a ne, če se pa potem preusmeriš v neka mašila, ki pa niso zares potem stika, ne, s tem samim sabo in svetom. Kako pa vidve to vidita, Manca? Mogoče pa najprej tokrat tebi beseda. Ja, jaz se zdaj na stara leta ne ukvarjam to s tem, kaj je režiserka povedala, pa ni povedala, pa scenarij, pa to. Ampak kaj v meni odmeva, ne? In v meni ne odmeva samo samota otroka, ampak tudi samota matere. Jaz sem otrok, ampak sem tudi mati, ob kateri je bila sama tudi moja hči. Ampak oprostite, jaz sem bila tudi zelo sama. Jaz sem generacija otrok, katerih mame niso kazale svojih čustev. Ne? Kaj šele stare mame, dajte no. Mislim, ne, to da, to je en film, ki trka tudi na neke sence v naših srcih. Ja, jaz pa zanimivo, jaz pa te osamljenosti nisem doživela na tak tragičen način, ampak bolj obarvano kot kako je ta deklica veliko sama, samotna, ampak kako polno naseljuje to svojo samotnost. Z enim velikim pogumom, z eno veliko avtentičnostjo. In kako tudi domišljija, ne, zdaj, ali gre to za zatekanje, iskanje namišljenih prijateljstev, ali pa pravzaprav v tej samoti se odpre možnost za domišljijo, ki je po eni strani, mislim, veliko bogatstvo, ni nujno samo v smislu eskapizma, ne, ali bega pred čemerkoli, ampak obratno v smislu bližanja neki resničnosti, ki mogoče tudi presega otipljivo resničnost in se dejansko odpira v ene dimenzije, kjer je težko reči, kje se konča posameznikova domišljija in začne nekaj skrivnostnega, kar nam je pa skupno, ker se dejansko stika z enimi prostori, časi, do katerih lahko se odpre dostop tudi skozi samoto. Tudi moja izkušnja, v bistvu sem bila tudi veliko sama kot otrok, ampak tega se pa izrazito ne spomnim kot nečesa, kar bi bilo za mene tragično ali težko. Ravno obratno, kar je bilo v bistvu eno polje velike svobode notranje tudi. In sem zelo srečna, da me recimo niso starši in bližnji pretirano odreševali pred tem. To je tudi nekaj, česar današnji otroci imajo malo večinoma, tako slišim. Ne? V bistvu tega praznega časa, ko so lahko tudi sami, ko nimajo nobenih organiziranih dejavnosti, časa, ko se lahko dogajajo te čudežne reči. To je tudi čas, ko pridemo v stik lahko z globokimi čustvi, ki so tudi zahtevna, žalostjo, žalovanjem in tako. Ampak ko se s temi procesi dogaja nekaj alkimističnega, nekaj, kar nas oplemeniti, nekaj dragocenega se rojeva iz tega. Tako da se mi zdi, da po eni strani absolutno se globoko strinjam s tem, kar ste tudi gospa začutili. Se mi pa zdi, da na neki ravni, zdaj pa ne govorim več neposredno o filmu ali o naših občutkih, ampak o družbenem življenju, da se mogoče pa prevečkrat tudi bojimo samote v smislu, da ali pa tudi otroka, ki je sam, ki mogoče ni ves čas samo vzhičeno srečen, ne, pa so to lahko zelo pomembna doživetja, posebej za bolj introvertirane otroke, ki to zelo potrebujejo. Če jim to odvzamemo, se v bistvu odrežejo od nečesa. Meni, če bi to vzeli,
mislim, da bi bila odrezana od nečesa bistvenega v sebi, ker še zdaj skozi življenje mi je neskončno dragoceno, da je z mano. In to zavedanje, da lahko sem polno v samoti in polno tudi z drugimi, ampak da ne iz strahu pred samoto. A ni lepo povedala? Zelo. Aha, zdaj mi pa že živa maha, ne? Da nam je se že iztekel čas. Res mislim, Tina, da si to zdaj tako lepo izrazila, da je pravzaprav to, da smo tako kar nekako zaokrožili, da je to pa res ena fina misel za zaključek, a ne, tako da se zahvaljujem vama obema, vsakej posebej, tudi vam, a ne, in se spet srečamo. Hvala.